Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Župan za vas. V studiu smo povabili gospoda župana občine Beltinci, Marka Virega. Gospod Vireg, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, seveda, najprej vi v studiu, potem pa gledalke in gledalci pred, kako bi rekli, ne več malimi, ampak zdaj že velikimi zasloni. Občina Beltinci je povabila vse lastnike starih in pa tudi praznih stavb, da sodelujejo pri evidentiranju takšnih objektov na območju občine. To evidentiranje poteka v okviru projekta Rural. Kaj je pomen tega evidentiranja in kako bo potekal ta sistem evidentiranja in zakaj ste se odločili za to evidentiranje? Sestavni del seveda tega projekta, ali pa nekako tisti glavni mainstream je ravno to, da prijemo do nekako številke, čim više, nažalost sicer moram povedati, ampak do neke realne številke, koliko je teh starejših, starih stavb, ki morda niso v funkciji že kar nekaj let, desetletij morda. Kajti to je tisto, kar nas zelo močno zanima tudi v vsem tem pogovorem oknu, ki se govori o zelenem prehodu, o ohranjanju vsega tistega, kar se je v preteklosti delalo, predvsem pa v tem grožnem gospodarstvu, ko bi se naj surovine nekako čim bolj obnavljale, prenavljale, reciklirale. Se pravi, teh R-jev je zdaj že kar nekaj, bili smo vajeni morda 10 let nazaj 3 R-je, sedaj smo že prišli na kar nekaj, kar pomeni, da dejansko se zavestno smo odločili, da ljudi povabimo, kajti na vsezadnje projekt ni pisan samo za potrebe občine kot ustanove, kot stavbe, ampak ravno za okolje. Želimo zdetektirati število stavb po vaseh naše občine in pa seveda potem izbrati tiste najbolj morda zanimive, po eni strani nekatere, ki so morda potrebne rušenja, verjamem pa, da se bo izkazalo tudi tisto, kar trdimo, da pa marsikatero stavbo je možno obdržati v življenju. Sodelavci, ki so zadolženi za ta projekt in tudi seveda zunanja pomoč bo prišla prav, šli bomo na teren, bodo zdetektirali posamezne stavbe, se bo seveda pogovorilo tudi z lastniki, kako je njihovo videnje, kakšni so morda njihovi poslovni načrti, če smem tako povedati. In to je tisto, kar bom prav, je zelo pomemben segment tega projekta, da prijemo do stavb, vsaj nekaj teh stavb tudi zdetektiramo, tudi jim damo za strokovno podporo nekako vsebino in pa da morda naredimo te stavbe zanimive za trg, kajti naša želja je ravno iz tega projekta potem na koncu dobiti nek zaključek v smeri tega, da pa obstajajo stavbe, ki so zmožne prenove, v katerih lahko ne samo, da živimo, lahko tudi damo drugačne vsebine in potem to tudi morda ponuditi trgu, tudi morda stanovanjskemu skladu in še komu, ki se zanima za take stvari, da potem res s tem naredimo tisto, kar je želja, da oddamo odgovor na to depopulacijo in tudi seveda na demografsko sliko regije in pa tudi seveda vseh ostalih poslovnih partnerjev, projektnih partnerjev, ki so zraven, kajti tudi oni imajo po teh državah seveda ruralno območje in tudi naslavljamo iste izzive, to pa je seveda nagovor depopulacije, demografije in pa seveda potem tudi tega krožnega gospodarstva v obliki posodabljanja, obnavljanja stavb, morda tudi z zelo zanimivimi produkti, tudi gradbenimi elementi, recimo morda tudi kdaj konopljo, tudi sedaj ta beton, ki je CO2 nevtralen in še bi se lahko kaj govorilo. Zaključuje se tudi projekt Brodarstvo na Muri konec tega leta. Kaj je namen in cilj tega projekta in koliko znašajo financerska sredstva tega projekta? Kar se tiče seveda tega projekta, je potrebno povedati, da ohranjamo dediščino. Tisto, kar vedno radi povemo, da v občini Beltinci ne samo, da oživljamo, ampak tudi živimo s tem. Veseli dejstvo, da še kar nekaj teh brodarjev z veseljem pristopi na pomoč, z veseljem prije in tudi so sestavni del tega projekta, da nam želijo pomagati prenesti nekako svoje znanje, svoje kompetence na mlajše in prikazati, da tudi seveda brodarstvo je bilo sestavni del našega življenja, verjetno bistveno bolj pomembno, kot si zamišljamo tudi danes, kajti nekoč res te povezave niso bile tako vsakemu dosegljive, tako kratke, če smem povedati, tudi seveda s prevoznimi sredstvi so trajale tistega časa bistveno dlje. In če si res premagal reko Muro 30, 40, 50 metrov recimo v 5 minutah, še danes pomeni to zelo veliko prednost. Tudi, če pogledamo iz današnjega vidika, iz trajnostnega vidika, seveda govorimo spet o tistem zelenem in vsem čem, in je zelo
primerno in pa prijetno ohranjati te stvari. Zahvaljujem se seveda tudi Zavodu za turizem, kulturo in šport in pa vsem, ki so nekako pristopili k temu, bili izbrani. Tako da jaz pravim, če ohranjamo dediščino in če jo oživljamo, je to taka danost, ki se ne da finančno vrednotiti, ne glede na to, da 20-30 tisoč evrov morda dobiš na projektu. Nekdo pravi, to je projektič, ki se ga splača ali ne splača, ampak gre se za to, da ozaveščanje bi stalo, po mojem, bistveno več, če bi šli seveda v medije in pa začeli ali pa poskušali prodajati take zgodbe. Tukaj pa imamo še seveda to sofinancirano, pa ne samo, da sofinancirano, ljudje živijo s tem in to je neprecenljivo, bi povedal. In tudi seveda razvoj otoka ljubezni skozi zgodovino, ne samo seveda v zadnjem času, pa skozi zgodovino, je bil pogojen z brodarstvom in pa tudi seveda življenje, tako kot rad povem, stati in obstati človeku ob reki Muri je seveda bilo tudi to pomembno, potrebno in veseli dejstvo, da se še danes ljudje peljejo recimo v gozd z brodom, pa seveda pri tem po eni strani se obnašajo zeleno tako ali drugače. Na 15. redni seji občinskega sveta občine Beltinci ste torej sprejeli drugi rebalans proračuna občine Beltinci za leto 2024 in potem ste tudi sprejeli sklep o dodatni dolgoročni zadolžitvi. Torej, zakaj ste se odločili za sprejem tega rebalansa? Seveda, ko nastavljaš dvoletne proračune, imaš vizijo, ideje, projekte, ki so pripravljeni ready to go. Seveda so tudi cilji te projekte potem čim prej izvesti. To navsezadnje je tudi nekako obveza županov vsakokrat, ko gre kandidirati, predstavi program. V tem programu so seveda projekti, ki bi naj bili v 4 letih izvedeni. Ampak v vmesni fazi se dogajajo takšne in drugačne stvari. Recimo v prvem mandatu korona, potem poplave. In ko doživljaš take izredne dogodke, potem seveda nekatera sredstva grejo bistveno drugam, kot si pa planiral, pa tudi kot si želel. Po drugi strani pa seveda prihajajo razpisi ministrstev, na katere se pa želimo prijavljati, se prijavljamo, smo tudi uspešni in seveda, če smo uspešni, to pomeni, da moram tudi lastna sredstva zagotavljati. Pa ne samo tisti lasten delaš, gre tudi, da je dejansko določene projekte potrebno predfinancirati in potem naknadno dobiš sfinancirano, seveda, ko izstaviš zaključno situacijo, ko je vse to potrjeno, ko gre skozi to revizijska sled, ki se vidi, da je potem res tudi strani sofinancerja potrjeno in ta čas je včasih tudi ne samo mesec, dva, tudi pol leta ali pa tudi celo leto recimo, tudi pri tem evropskem projektu Rural, se pravi, je nekje predfinanciranje 1 leto, se pravi, tukaj je potrebno potem zagotavljati sredstva, ampak dokler se nekako najemamo kredite za to, da izvajamo investicijska dela, ni težava, hujše bi bilo, če bi iz krediti nekako plačevali svoje plače ali pa plače nekaterih drugih, ki so nekako privezani na proračun. Dokler pa se nekako obnašamo investicijsko, se lažje potem tudi svetnice in svetniki odločijo. Poleg tega pa seveda verjamemo, da bodo ti projekti, ki se uresničujejo, prinašali tudi na koncu neke finančne učinke na neko dolgo, seveda dlje časa trajajoče izvajanje in tako kot doma, jaz vedno pravim, če želimo neko stavbo si prenoviti, velika večina ljudi nima zadostnih sredstev, da bi z lastnim kapitalom financirala, pač najamemo kredit, ki ga v nekem obdobju poplačamo, v vmesni fazi pa seveda želimo torej predvsem s temi investicijami po eni strani seveda omogočati tudi o proračunu, da se polni nazaj, po drugi strani pa delamo za ljudi investicije, ne delamo za župane, postavlja sebi nekega spomenika, delamo za ljudi in zelo pomembno je, da ljudje uživajo potem v teh novih pridobitvah in pa, da nekako bogatimo oziroma izboljšujemo kvaliteto občine, kajti moj moto je, da želim v občino v nekem srednjeročnem času narediti tako, da bomo na njo vsi ponosni. Projekt izgradnje novega mlina in broda je končan, torej, ki je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi. Kako vi gledate z vidika turističnega vidika, torej na to novo podobo? Ja, zdaj, če pogledamo, da nekje 2 tedna od tega, ko smo uradno predali, moram vedeti, da smo pozitivno presenečeni nad odzivom. Seveda obiskovalcev je ogromno, želimo, da ta trend traja, kajti tudi zaradi njih smo naredili seveda to staro novo zgodbo,
Tudi zaradi njih smo dodajali, pa še bomo dodajali nove vsebine, ki bodo nekako kot magnet privlačile na to našo občinsko turistično destinacijo, pa ne samo občinsko, jaz vedno pravim, tudi regijsko, tudi državno. In tukaj nas res veseli, da smo tudi z sredstvi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pa seveda v nadaljevanju povezano tudi z sredstvi Evropske unije, Evropske komisije, lahko predali svojemu namenu to dediščino, na katero smo tudi zelo ponosni in ki naj traja in traja. In res, ko vidiš, sem se že kar nekajkrat obiskal zdaj v mestnem času, nabito poln Otok ljubezni, se spomniš tistih zlatih časov in se pravi, želimo ta trend nekako ohranjati, ga nadgrajevati. Seveda po drugi strani pa, tako kot sem malo prej povedal, vse investicije, ki so nekako v taki smeri, kjer pa pričakuješ potem vseeno v nekem doglednem času vsej nekaj vrnitve tega vložka, so pogojene tudi z določenimi stroški, ki jih seveda nekako zdaj postavljamo, tako parkirnina kot morda druge vsebine, ki bodo se še pripravljale, bodo verjetno tudi plačljive, ampak jaz mislim, da v današnjem času bi to moralo, pa verjamem, da je normalno, da pač nekdo mora skrbeti, nekdo mora vzdrževati in občina ni primarno ustanovljena samo zato, da bo omogočila vse brezplačno. Občina je seveda med drugim tudi ustanovljena, da omogoča pogoje. Zdaj seveda, kako pa bodo pogoji naprej, se bomo pogovarjali, ampak še vedno stremimo zelo k temu, da bo Otok ljubezni dosegljiv, da bo tudi, če bo treba karkoli doplačati, plačati to finančno zelo vzdržno, še posebej v luči tega, kar lahko doživljamo v neki bližini ali pa dlje, kjer vidimo, da so se res skomercializirali, res prešli v fazo tistega kapitalizma. Mi želimo nekje biti zlati sredini, seveda vseeno omogočati ljudem doživljanje narave in tisto, kar pravimo, živeti v naravi in za naravo. Če se vrnemo na dogodke, bliža se veseli december, kaj ste pripravili za vaše občane in pa tudi turiste vaše občini? Seveda, veseli december je v občini Beltinci pisan, tako kot so, bi lahko rekli, meseci nekje od aprila naprej v občini Beltinci res, bi rekli, bogati z različnimi dogodki. Pred dnevi smo v gospodinjstva prejeli našo občinsko glasilo Male Ritani, sestavni del seveda tudi dogodki, ki so napisani in sem bil sam tudi še vseeno presenečen, da je dejansko skoraj ni dneva, vikend tako ali tako ne, ko ne bi se nekaj dogajalo od postavljanja božiča do jaslic, do petja, tudi do seveda slavnostnega prižiga lučk 14. decembra pri gradu in to so res stvari, ki te razveselijo, kajti ugotavljamo, da vsa ta društva, ki jih imamo, vsi ti posamezniki želijo nekako priti na plan, vse pokazati v najboljši luči. Kot župan jim vedno pravim, da dokler bom imel take ljudi okrog sebe, taka društva, bom z veseljem participiral tako ali drugače pri teh ali pa na teh dogodkih. In ko vidiš tudi dejansko, da se združijo tisti najmlajši od vrtca do društva upokojencev z vsemi sekcijami, potem ne moreš, da ne bi rekel, da je tudi na ta način december veseli, ne samo morda tistega drugega vidika, ki ga marsikdo narobe si razlaga, ker se decembra poveselimo, da se malo sprostimo in pa to, ampak predvsem z tega vidika, ko vidiš, da dejansko res društva posamezniki uživajo in pa tudi na koncu, da je obisk primeren in pa tako dolgo, jaz pravim, dokler se bo to dogajalo, bodimo srečni, kajti tako dolgo bomo lahko optimistično zrli v prihodnost, ne glede na to, kar se dogaja okrog nas, tudi med nami. Potrebno se je razveseliti, potrebno je se podružiti, tudi se nekako, bi rekli, zjokati ali pa nekako komu izpovedati in potem verjamem, da lepa beseda lepo mesto najde in dokler to je res, bomo na ta način funkcionirali. Moramo biti veseli, da živimo tukaj, kjer živimo in pa čim večkrat tudi morda pohvaliti dobre stvari, pohvaliti eden drugega in pa, kot vedno rad pravim, se veseliti uspehov vseh, seveda najbolj svojega, ampak vsaj približno toliko se pa je potrebno veseliti uspehov vseh okrog nas, kajti vsi na ta način samo bogatimo in pa delamo družbo boljšo, lepšo, veselejšo in pa tudi optimistično. No. Kakšni so pa načrti za naslednje leto, za novo leto občine Beltinci?
Seveda decembra bomo skupaj s svetnicami in pa svetniki imeli proračun v prvem branju. Jaz verjamem, da vse tisto, kar smo si 2022 konec leta nastavili v 4-letnem planu, da bo tudi poskušano biti realizirano. Moram res pohvaliti svetnice in svetnike, da razumejo tudi, če kak projekt, ki je za koga morda bolj pomemben kot pa za neko večino, da razumejo, da se premikne ali pa premakne potem v 2025, 2026, ampak še vedno smo optimistično naravnani, da bomo marsikaj tistega, kar smo nekako skupaj obljubljali ali pa skupaj se zavezali, izvršili. Ogromno smo že, to je tudi trebno povedati, pohvaliti, jaz se lahko povem, tudi pohvaliti je potrebno sam sebe, kajti sicer pravijo lastna hvala, cena mala, ampak to ne govorim zdaj, da bi pohvalil sam sebe kot župan, ampak delovanje občinske uprave, krajevnih skupnosti, zavodov, društev in pa tudi seveda svetnikov in pa svetnic v občinskem svetu. Kajti ogromno dela je pa še pred nami, tudi dogovor za razvoj regij smo prijavili, močne projekte moram povedati, tako to rekultivacijo našega parka, kot povezave kolesarske do Moravskih Toplic in pa seveda s tem tudi do zdravilišča, kot po drugi strani, če bo seveda šlo skozi povezavo med Režejem do Kležev in pa s tem navezavo potem tudi do Banovec, do Radenec, do Lendave smo že povezani, tako da Beltinci nekako postajamo središče teh poti, kamor bi se lahko stekali turisti, seveda, ki prihajajo v že obstoječa, dobro nekako stoječa turistična mesta oziroma kakorkoli povedano. Potem pa je seveda tudi zelo pomembno povedati, da bomo ohranjali to socialno naravnanost proračuna, tudi šolstvo, izobraževanje nam sicer ogromno pobere, ampak vedno pravimo, da gre za vložke za prihodnost. Tudi pa seveda je zelo pomembno povedati, da verjamem, da nekje januar, februar, morda najpozneje marca, bomo pa tudi na občinskem svetu verjetno imeli sprejeti strateški razvojni program občine za naslednjih 10 let. Je zelo aktivno na stajanju, delovne skupine delajo zelo dobro, res jih moram pohvaliti, še posebej posameznike, ki so nekako vodilni v teh delovnih skupinah. Tako da tudi to je zelo pomembno pridati, kajti javnost bo seveda o tem tudi seznanjena oziroma se bomo tudi dobivali na srečanjih. In jaz verjamem, da bo tudi ta dokument zelo, zelo dobro nakazoval pot občine Beltinci v ne samo naslednjih 10 letih, ampak verjetno tudi bistveno dlje. Ampak to so tisti nekako poglavitne želje decembra, poleg seveda, tako kot sem povedal, veselega druženja in pa vsega ostalega, tudi ogromno dela pred nami, kajti sodelavci pripravljajo ogromno projektov na zalogo, tudi določena ministrstva že nekako narekujejo, nakazujejo, da bodo se razpisi odpirali in bomo občina Beltinci sigurno pripravljeno še marsikaj, morda presenetiti tudi z kako prijavo še na evropskih razpisih, tudi to smo v pričakovanju veselega decembra, ko bi lahko na 2-3 razpisih še kaj izvedeli pozitivnega. Tako da ogromno dela se je izvedlo, ogromno se dela in ogromno se bo v občini Beltinci, vse dokler bom župan, dokler bom imel ekipo okrog sebe, ki si želi delati, bomo delali. Gospod Marko Virak, župan občine Beltinci, hvala vam za pogovor in obisk v našem studiu. Lep pozdrav in nasvidenje. Gledalke in gledalci, hvala vam, da ste spremljali našo oddajo Župan za vas. Ponovno vas vabim k ogledu naslednje oddaje, ki bo na sporedu prihodnjič. Do takrat pa lep pozdrav.